Kako ste? Ja? Se to pogosto vprašate v razredih? Ne. Premalo. Duševne stiske se lahko izrazijo v vrstniškem nasilju, pripovedujejo mladi. Ponavadi so izvajalci tega nasilja ravno tisti, ki nimajo visoke samopodobe oziroma imajo svoje probleme. Treniram odbojko, pa mi vsi govorijo, ravno tisti, ki so majhni, da mi nikoli ne bo uspelo, zato ker sem premajhna za odbojko. Jaz mislim, da so socialna omrežja velik vpliv tega. Nasilja bi lahko bilo več, zaradi večje anonimnosti ljudi, Pa velik vpliv ima to nepogovarjanje, recimo tišina v bistvu, da zadržujejo eni ta čustva. Pomembno je, da se o stiskah vseh vrst pogovarjamo. In čeprav nam je več ravnateljev potrdilo, da imajo težave zaradi pomanjkanja svetovalnih delavcev, to na šolah redno počnete. Zdaj je od tebe odvisno, če boš to nasilje nadaljeval. Sam rekel, konec, šel stran in je to. Mediacija smo mi ugotovili, da je to super stvar, da res pomaga, ker je voden pogovor. Da se nasploh otroci, se pravi učenci, počutijo tako, da se lahko obrnijo na odraslo osebo. Tudi starši imajo veliko vlogo pri tem, pa prijatelji tudi se moramo podpirati. Se vam zdi, da na šoli bi ocenili, ne vem, z besedo sem varen ali pa se ne počutim varnega? Čutimo se, vsaj meni je vzdušje na šoli tako zelo dobro, da se počutim varno. Zaradi zadnjih dogodkov so okrog šol poostrili varnost. Morda v njeni bližini opazite kakšnega policista, a to je le začasno. To bi lahko povzročalo težave, ker bi se ljudje počutili utesnjene, da so kontrolirani. Če na kakšni šoli je nasilja veliko, se mi zdi primerno, da je vsaj nek nadzor za vsak slučaj. Ne vem, če pa ga na kakšni šoli sploh ni ali pa tako dva prepirčka, pa se mi zdi, da sploh ni potrebno. Mladi pa so prepričani, da pri preprečevanju nasilja najbolj pomaga pogovor.